sanjana, najtiše lepši je svet, ki lepše je kot doma. Se z hribov daljave zazrem, prek gričev dolin gora, daljavi že modro morje uzrem, ki lepše je kot doma. Slovenija, odkud lepote tvoje, pozdravljamo tej srca in srečni tu smo doma. Slovenija, naj tebi pisem poje, ne išči sreče drugod kot le doma. Slovenija, naj tebi pisem poje, ne išči sreče drugod kot le doma. Povej še oblaček ti bil, obhodil že vsi svet, je lepša dežela še kje, kot naša, kjer sem doma. Je vetrič veselo zabil, preletel je prek sveta in takih lepot ni našel nikjer, kot tule, kjer sem doma. Slovenija, odkud lepote tvoje, pozdravljamo tej srca in srečni tu smo doma. Slovenija, naj tebi pisem poje, ne išči sreče drugod kot le doma. Slovenija, naj tebi pisem poje, ne išči sreče drugod kot le doma. Dobro jutro, lepo zdrav, drage dame, dragi gospodje, s prečudovito skladbo smo začeli današnje druženje v naši oddaji Nedeljo pod lipo. Slovenija, odkot lepote tvoje. 50 let nazaj je bila posneta tale skladba. No, danes z velikim veseljem in počaščena sem, da lahko v oddaji gostim gospoda Alfija Nipiča in seveda tudi njegove muzikante. Z nami danes Piknik plac Marof, ki vas bodo prijazno povabili na njihove vse dogodke oziroma na prostor, kjer se odvijajo krasne poroke in ostali dogodki. No, Alfi je torej mi zašepnil, zašepetal in povedal, da je tale pesem res stara 50 let, njegova prva pesem, a seveda vse to v nadaljevanju. Se že veselim, moj poklon, Alfi torej danes z nami, vse tja do 12. ure bomo poklepetali z njim in marsikatero novo zadevo tudi izvedeli. No, naj pa vas seveda opomnim na to, da je včeraj oziroma v petek bil krasen koncert, tudi 35 let delovanja, no Alfi deluje že veliko več, ampak 35 let delovanja ansambla Roberta Zupana pa tudi ni kar tako.
Obeležili so ga seveda z velikim krasnim koncertom na Vranskem, polna dvorana je bila ljudi, seveda privržencev te glasbe, seveda na eni strani Avsenikove glasbe, na drugi strani pa tudi glasbe gospoda Roberta Zupana, ki seveda ustvarja tudi čudovite pesmi za vse nas. To naj bo seveda popotnica, zakladnica za vse ljubitelje naše slovenske narodno-zabavne glasbe in čuvajmo jo, seveda tukaj v svojem srcu. Pa ne samo to, dajte se doma seveda tudi kakšno to zimzeleno, lepo, čudovito skladbo tudi zapet. No danes pa je, draga moja družba, druga adventna nedelja, prva svečka na našem venčku je že prižgana. Bom poprosila gospoda Alfija, da nam prižge še drugo adventno svečo. Takole bo zagorela kaj kmalu. Evo ga. Tako. Torej, druga adventna nedelja, ki je takole uvod, prva je bila uvod v ta adventni čas, vse tja do Božiča bomo prižgali torej 4 adventne sveče. Na božično noč se seveda poveselili v krogu naših domačih, potem pa veselo rajanje do konca meseca decembra, do zadnje silvestrske noči, ko bomo seveda v to knjigo 2024 počasi zaprli in odprli nove liste v letu 2025. Takole adventna svečka že gori, zdaj pa kratek utrinek iz čudovitega koncerta, torej ansambla Roberta Zupana, ki je gostil res tudi krasne goste. Z njimi so bili tudi člani ansambla Slovenskega okteta, potem seveda Mijavkice so bile tudi z njimi, pa seveda Erosi in pa godbeniki. Skratka, bilo je res pravo, krasno vzdušje in naj živi ta glasba v vseh naših srcih. Pa si poglejmo.
pot. Peljala me je proč od doma, tebe zapustil sem. Odšel sem v širni daljni svet, leta minila so. Sedaj me vleče spet domov, mi dušo stiska bolečina, v domačem kraju najde mir. Tam, kodr dobre stare čase, obujam v sebi vsak večer. Molil za te vedno bom, za mir na tem in onem svetu. Molil za te vedno bom, za srečo in za večni dom. Molil vedno bom za dan, najlepši dan, ko spet se vrnem. Kdaj bo dan, sam prav ne vem, a upanje imeti smer. Vedno bom za mir na tem in onem svetu. Molil za te vedno bom, za srečo in za večni dom. Molil vedno bom za dan, najlepši dan, ko spet se vrnem. Kdaj bo dan, sam prav ne vem, a upanje imeti smer. Molil za te vedno bom, za srečo in za večni dom. Krasno, krasno, čudovito pesem, torej molil zate bom, Alfi, lep prisrčen pozdrav, moj poklon in res sem vesela, da ste si vzeli čas, Alfi, in ste prišli razveseljevati mojo publiko, moje drage gledalke in gledalce. Povejte mi, nedelja je gospodov dan. Kaj Alfi počne drugače ob nedeljah? Ja, no, ne vem, če glih gospodske stvari, ampak verjetno v družinskem krogu doma, bolj v nedeljo držimo res bolj doma, ampak mislim, da je to najbolj prijetno. Ja, povejte, a Alfi tudi kaj skuha doma, kaj pripravi? Odlični kuharji, da ali ne? Ne, tu bi se pa zdaj zlagal, če bi rekel, da sem kuhar, tu pa res nisem. Tam ne posluša in bi rekla, Alfi, tole pa ni bilo v redu. Drugač pa ja, torej doma, v krogu domačih, nedelja, seveda, danes v naši družbi. Sploh v mesecu decembru, ker to je Božič je pred nami, potem tudi novo leto. To so taki prazniki, ki smo že od davnih časov se vedno bolj držali doma med svojimi najdražjimi. Ja, ampak zdaj, ko greva res kar nekaj let nazaj, na začetku smo poslušali Slovenija, odkot lepote tvoje, rekli ste 50 let nazaj, Alfi. Menda je bila to prva vaša pesem z Avseniki? Ja, to je bila prva pesem, ki smo jo posneli najprej v Berlinu, takrat smo snemali za nemški Telefunken, to, kot vedno rečem, to je bila največja založba takrat v Evropi. In to je bila moja prva pesem, moja prva viža, ki sem jo dobil od Vilka Avsenika in takrat smo se pač na vajah pripravili na to snemanje. Snemali smo pa v Berlinu. Berlinu in, okej, sej občutki, občutja, teh nikoli ne pozabiš, ampak
verjetno je bilo, bom rekla, težko, a hkrati zelo odgovorno stopiti v Alfijeve čevlje in potem seveda zastopati brata Avsenik in posneti seveda prvo pesem. V tistih časih, ko se jaz spomnim, nismo niti o tem razmišljali. To je bil zame čist neka nova stran v življenju. Ja. Lotil sem se, jaz sem ravno prihajal iz Zagreba, kjer sem prepeval 2 leti z eno rock skupino, grupo Klan. In lahko rečem, da po 14 dnevih, ko sem tam v Zagrebu končal, sem bil že na vajah pri Avsenikih, tako da je bilo to... Začetek, če niste vedeli, kam bo šlo, ne? Se ne zavedaš niti, mislim, potem, ko začneš nazaj razmišljati, ne? Potem določene stvari, potem ugotoviš, ki si pa potem ali zapomniš, ali pa tudi malo včasih po 50 letih to včasih kaj pozabiš. Zdaj vas bom tako iz prve roke, Alfi, ker mi lahko vi to poveste. Včasih se je snemalo to malce drugače kot danes. Danes lahko nasnemujemo, presnemamo, ustavimo zadeve, ampak včasih pa ni bilo tako. Se je posnelo kar bolj kot ne... Povsem normalno, da se tudi ta tehnologija precej spremenila. Mi smo takrat snemali na tak široki trak, danes se vse snema digitalno, sploh nič ne vidiš več. Tako da, če danes koga še vprašaš, tudi na televiziji, a imate CD player, včasih so bila mala plošča, vinilna, potem večja plošča, to je bila velika plošča. Meni je takrat Avsenik Slavko, torej Vilko, rekel, da je moja prva plošča bila v Sloveniji prva 7 hudih let, ki smo jo naredili z Berti Rodoškom. To zdaj samo še določeni ljudje, ko zbirajo vinilne plošče. Drugače pa to vse dobiš ta mali ključek, gor imaš 300 pesmi in imaš v žepu vse. Ampak posneli, ko ste snemali vokale, Alfi, je bilo to vse, v bistvu ste morali nekako skoraj da iz prve zapeti. No, gledalo se je pač, da se je to posnelo bolj z prve, ampak imeli smo vedno zraven tisto, kaj smo s Nemčiji snemali, smo vedno imeli profesorja, ki je bil skratka za nemščino in to nas je tu pa tam popravljal. Ne bom nikoli pozabil, ko je rekel, veste, gospod Nibič je rekel, ni fröhlich. To je ena nemška beseda. Je rekel fröhlich. Sem rekel, zdaj mi pa dvakrat isto rekel. Jaz nisem isto, dobene razlike nisem videl. No, ampak potem, ko sem 3-krat zapel fröhlich, je rekel, ja, zdaj pa je prav. Zdaj pa je prav. Jaz sem rekel, ampak sem čist isto zapel kot prej. Evo, ena zanimiva zadeva. Še veliko takih bomo danes izvedeli. No, ker so ravno muzikantje vaši, Alfi, pripravljeni, z vami seveda krasni fantje. V drugo bomo zaigrali, se Pohorje vidi, na kitari je kdo? Primož? Primož, Branko, ki igra bas gitaro in bariton, on je že, me se zdi, da 26 let, že 25 let sva skupaj. Branko, kako je biti del take ekipe in seveda sodelovati z Alfijem? Po tolikih letih dela seveda je to že častno dejanje. Glede na to, da se niti enkrat nisva skregala. Res? Upam, da se nikdar ne bova. Za penzijo sem v duplo piše. No, tako, krasno vzdušje, biti v tej ekipi pa z takimi krasnimi muzikanti. Smo kar nekaj kilometrov prevozili že skupaj, naredili dobre muzike. Krasno. Tisti aplavzi v dvoranah to potrjujejo, seveda so namenjeni bolj Alfiju kot nam muzikantom. Ampak veste kaj, smo kar vsi, Alfi je legenda, ampak se strinjate, Alfi, da brez muzikantov, muziciranja, peli bi na suho, Tudi Slavko Avsenik mogo brez muzikantov priti na oder sam. To je posebno normalno, jaz imam spoštljiv odnos do vsakega, do Simona, ki je profesor, potem nekdanja prvi klarinet Mariborske opere, Srečko Kovačič, potem je tudi eden, ki tudi v šolskem sistemu, mislim, še vedno deluje na harmoniki, Boris. Krasen, uigran tim imate Alfi že koliko zdaj let, smo rekli? Preko 20 let. Ja, jaz sem prvo zasedbo, sem imel tam 1990, smo z Avseniki nehali in sem jaz potem takrat prvo zasedbo, ampak z ozirom, da ni bil nihče profesionalno odločen, da bo se s tem ukvarjal, se je tu pa tam včasih kakšen član zamenjal. Zdaj le prisluhnemo torej drugi skladbi, Se Pohorje vidi, ga bomo videli danes? Na to sem vedno ponosen in kako sem prišel do tega, meni so, kjerkoli sem vandral po svetu, čak malo, odkot si že ti doma, Sem rekel, zdaj pa en po domače rečeno štikelj napisal, ko bo že v naslovu se povedal, jaz sem pa tam doma, kjer se Pohorje vidi. In takole zdaj le zazveni Alfi Nipič za svojimi muzikanti. Sedim
sem spet dolgo, predolgo od doma. Je tako kot včasih še, vse čisto počasi gre. Štajerca pojemo, družba se dobro zabava, kjer se Pohorje vidi, slika moja iz davnih dni. Spremlja me lajšami poti, me vabi kliče domov, kjer se Pohorje vidi. Tudi tebi, prijatelj, naj, da se vračal boš še nazaj, tja, kjer se Pohorje vidi. Več ki v mestu rad sedim, pa najraje ne hitim. Vidim, da bil sem spet dolgo, predolgo od doma. Je tako kot včasih še, vse čisto počasi gre. Štajerca pojemo, družba se dobro zabava, kjer se Pohorje vidi. Slika moja iz davnih dni, spremlja me lajšami poti, me vabi kliče domov, kjer se Pohorje vidi. Tudi tebi, prijatelj, naj, da se vračal boš še nazaj, tja, kjer se Pohorje vidi. Kjer se Pohorje vidi, tudi tebi, prijatelj, naj, da se vračal boš še nazaj, tja, kjer se Pohorje vidi. Da se vračal boš še nazaj, tja, kjer se Pohorje vidi. Gorenje. Life Simplified. Takole, pa smo v družbi Srečka in piknik placa Marof. Srečko, dober dan. Dober dan, dobro jutro. Ja, se tja vidi Pohorje, oziroma od tam vidi Pohorje? Ja, pa se res, če je jasno vreme, se vidi. Res se vidi. No dobro, evo, zdaj lahko gledamo, kje se nahaja, torej piknik plac Marof. Jaz te kar predam besedico, pa poveva kar po dolgem počres, kaj vse ponujate in zakaj piknik plac Marof prava izbira. Mi se nahajamo v eni majhni vasici Marijina vas, ki spada pod občino Laško. Zdaj za lažjo orientacijo smo na stičišču 3 občin, Laško, Šentjur in pa Sevnica. Iz vseh 3 občin je približno 20 minut vožnje do nas. Smo res v idilični pokrajini, sedaj lahko vsi gledalci vidijo tudi dobrote vaše, tako, ja. Kaj vse ustvarjamo, drugače smo pa idealen prostor za zaključene skupine.
Prioriteta so nam poroke, sicer pa izvajamo vsa slavja, od različnih družinskih srečanj, rojstnih dnevov, team buildingov, birn, krstov, vse zabave. Vse zabave, a ne? Tole je tudi srečanje nedolgo nazaj vaših sovaščanov, a ne, ste imeli? Tako je. Vsako leto na koncu sezone se zahvalimo vsem sosedom z enim takšnim piknikom. Moram poudariti, da večino sestavin, ki jih pri nas ustvarjamo oziroma kuhamo, so plod naših sosedov. Dobro, imeti krasne odnose z njimi, ne? Enkratno. Res smo ponosni, imamo 86 sokrajanov, sicer majhna vasica, ampak moram poudariti, iz teh 86 imamo 10 muzikantov. Res? In zelo ponosni smo na tako veliko število in en del smo jih danes pripeljali tudi s sabo. Ja, Srečko, ti si specialist, kaj predvsem? Jaz skrbim za marketing, različne, pač izvajam vse sestanke, kar se rezervacij tiče, teh osnovnih zadev. Kaj pa gospodič Boštjan? Boštjan skrbi pa za vso kulinariko. Kulinariko, ampak dobro, ti si tudi odličen slaščičar, ne, oziroma slaščice. Tudi, ampak to je bolj v družinskem krogu, tem, ko za vse ostale stvari skrbi Boštjan in pa naša ekipa punc, ki ustvarja vse slaščice. Je krasno. Danes bomo tudi poskusili en del vaše kulinarike. Kaj bomo danes poskusili? Sicer bo potem Boštjan povedal, ja, ne bolj? Nekaj je že doma, danes jutraj pripravljen. Ali pustimo malo še? Pustimo ga, naj sam pove, kaj se pripravlja. Ampak, tu so krožniki, ki so pripravljeni vestno, z dušo, z srcem, z stiloma, ne? Tako je. To se vidva prej dogovarjate, kako morate vse stati na krožniku, kako s tem? Celoten meni se najprej dogovori z slavljencem. Vidimo predvsem poročne menije, to je postavitev slaščic, pri nas se dela pač vse na lesenih dogah od sodov, pač poskušamo vse domače zadeve uporabiti, da je estetsko deluje, ne? Postavitev na krožniku pa to pa skrbi Boštjan. Boštjan, krasno. Kdo je večji kritik, ekipa ali vidva, kako je s tem? Ko kaj pripravljate, pa vam verjetno komu kaj ni všeč? Kar se hrane tiče, ja. Ja, on je pravi šef kuhinje. Ja, takole. Rekli smo torej hrana lokalna, s prijatelji sodelujete seveda z vašo ekipo, vaših sovaščanov in tole, ne, druženje. Tole je letošnjo druženje drugo, lansko leto smo pač začeli s tem druženjem. Drugo leto smo se pa dogovorili, da gremo z avtobusom nekam na izlet. Akcija, super. Ogromno porok, dogodkov ste pospravili pod streho v letu 2024. Tako je, vsako leto je precej velika številka. Smo pa zelo ponosni, leto 2024 se še ni končalo in imamo celoten prihodnje leto že rezervirano. Rezervacije za poroke zelo hitro potekajo. Kje lahko rezervirajo ljudje vajin prostor? Ažurirani termini so vedno objavljeni na naši Facebook strani, Piknik plac Marof. Tam lahko vidijo, če še kakšna prosta sobota. Zraven je pa moja telefonska številka, 031 860 960. Ja, krasno. Kar ena krasna bera glasbenikov je že gostovala pri vas. Ali je Alfi Lipič že bil? Ne, malo prej smo se pogovarjali, ne še, ampak jaz sem gotovo prepričan, da se v kratkem vidimo. Da se vidite, krasno. Koliko ljudi sprejme torej vaš Marof? To je v bistvu kozolec. To je kozolec, zaprtega tipa v obliki restauracije. Sprejmemo do 80 oseb, je pa sedaj odvisno od letnega časa in pa od števila ansambla, kak je velik. Krasno. Zdaj ste zaključili za sezono? Ja, ta vikend pa zaključujemo danes. Je tale pika na i. Res, pika na i. Čakamo še 18. decembra na prihod Božička, da obdarimo še naše najmlajše v okolici. Kaj pa potem? Do 1. marca, malo pauze, malo dopusta, ker ga letos še ni bilo. Se bo vmes kaj dogajalo? Ja, čaka nas februarja, moram izkoristiti to priliko, 14. februarja Valentinov koncert, kjer boste nastopila Polonca in Klaudija. Jaz se ful že veselim tega nastopa, res. Moram podariti, da takoj po Božičku začnemo z sprejemanjem rezervacij za ta Valentinov koncert. Nekaj interesentov nas je že klicalo, glede na omejeno število rezervacij, vabljeni čim prej, da si zagotovite svoj prostor. Da se bomo imeli fajn, ne? Super. Videti vas sta bila tudi na enem koncertu Valentinovem, bilo je lepo. Enkratno, bili smo na Visokem lansko leto. Prijeten ambient, mi bomo poskrbeli, obljubili smo, da bomo drugo leto prekoračili. Da gremo k vam, da se selimo torej k vama, ne? Krasno. Poveva, preden zaključiva tele oglase še, sva rekla, torej poroke,
zaključki in čim prej ne rezervirati vse te Tako je. dogodke. Zdaj, ko je enkrat rezervacija termina potrjena in ko imate glasbenike, imate 80% zadev pod streho. Potem je samo še en formalni sestanek, kjer se dogovorimo za menije in povabiti ljudi, zabavo opraviti. Takole, hvala lepa ti zdaj za tale opis, Piknik placa Marof. Vse podatke smo rekli na Facebook strani. Na naši Facebook strani Piknik plac Marof. Kličemo. Drugače pa lahko pokličete, če še enkrat ponovim številko, 031 860 960. Krasno, hvala in seveda dobrodošli na Piknik plac Marof. Alfi, niste še bili na Piknik placu Marofu, pa seveda za vse tiste, ki želite Alfija za kakšno presenečenje, absolutno, Alfi, presenetite radija, tiste, ki obhajajo kakšen rojstni dan. Ja, jaz pravim, da se z generacijami tudi nekako spreminja način zabave in zdaj je zelo nekako če je nekje kakšen rojstni dan ali pa kakšna poroka, so vedno glasbeniki prisotni, naprimer nekje desetletja nazaj to ni bilo skoraj mogoče, zdaj je to mogoče in verjamem, da ljudje uživajo v tem, naprimer kot ena poroka večja, pa potem tudi razni rojstni dnevi in razni druge take obeležbe, je potem sigurno prijetno, če prije kakšen glasbeni gost. Tako, in jaz vem, sem že bila na dogodkih, kjer ste presenetili tudi vi, gospod Alfi, in bilo je nepozabno, res. Točno, zdaj se pa spomnim. Na Slovenj-Gradcu gor ste bili. Slovenj-Gradcu, točno, na Koroškem. Bilo je eno obdobje, ko meni se zdi, da sem 2 leti kar ogromno hodil po Koroškem. Res? Veliko, ja. Apeliram seveda na vse tiste z nami, seveda Alfi Lipič, za krasno res popestritev vašega dogodka. Alfi z svojimi skladbicami res naredi prav vzdušje. Alfi, ne nazadnje, to so res legendarne pesmi, ki jih ljudje in tudi zdaj mladina, hvala Bogu, prepevajo naprej. Ja, jaz sem dobil, ko sem imel 60 let glasbenega ustvarjanja v Kopru, kjer sem tudi prepeval. Jaz sem 62. leta začel tam profesionalno se nekako z glasbo ukvarjati in so mi podelili torej za Radio Koper seznam vseh mojih posnetkov na Radio Ljubljana. In bil sem takrat izredno presenečen, ker je, ko sem videl tisto številko, kakšna je številka? 1224 Bravo, to je pa za aplavz. Za Radio Ljubljana in to je pač tisto, kar ti ostane spominu in v živo. Naprimer, danes sem prinesel za 2 CD-ja, ki bom gospodu podaril, da bo lahko mogoče, če še ima kakšen, mislim, ker zdaj več v avtomobilih ne dajejo več CD-playerov, pa tudi na televiziji, pa tudi na televiziji nimajo, ampak upam, da bo nekje domov lahko uporabil. Bomo vrteli. Tako da smo prinesli danes prvih mojih teh 40 pesmi, ker je na vsakem CD-ju je 20 pesmi, en je narodno zabavne, en pa zabavne in to verjetno ostaja tudi večno v spominu, naprimer v tej obliki ali pa kot pravijo na ključek. Tam je pa gre še več gor. In tole lahko Roma seveda tukaj bomo z velikim veseljem. Najlepša hvala. Za spomin bomo tem tudi podpisali. Krasno. In če ne druga, nekateri tudi jemljajo zato, ker je slika na ključku, te slike sigurno ne more biti, ker je tisto čisto majhna zadeva, čeprav je tehnično več izvedljiva, greš več pesmi gor. Tako. Zdaj je čas zopet Srečko za glasbo. Kdo je danes v naši družbi? En delček vaših vaščanov pa ste pripeljali, predvsem podmladek, ne? Tako je, to je naš podmladek. Prej sem omenil, da imamo 10 harmonikašov oziroma 10 muzikantov v naši vasi. No in tule imamo 4, če gremo iz leve strani, so Anton, Klemen, Katja in pa Milan. Ja, in zdajle bodo usekali eno ta pravijo. A veš, a po tebi teče divja kri? Seveda teče. Seveda, po vsega. A po Alfiju prav gotovo. Kaj ste rokervi po duši ali kaj? Ne bi rekel. Jaz imam vsako zvrst glasbe rad. Ko sem hodil v glasbeno šole, potem tam čist nekaj druga bilo, potem sem se pa nekako kar vedno prelevil in prikrojil zraven tisti zvrstki glasbe, ki sem jo vedno prepeval. Krasno. No, zdajle torej z nami v živo bodo zaigrali torej podmladek iz Marijine vasi.
Ste slišali, še Alfi vam je vzkliknil, ker draga moja družba, eni ste danes prvič na televiziji, in saj veste, prvič je le prvič. Milan, pa kak si to preživel? Je v redi? Je v redi, ja. Ti si danes prvič bil na televiziji, ne? Tako je. Daj, da te primem, imaš kaj treme? Si imel kaj? Noč se ne treseš, vidiš, aplauz torej za Milana, krasno, bravo. Milan, zdaj povej, si ti čisti samouk ali kako? Ali hodiš? Samouk si, pa bravo. Imaš željo potem, ne vem, v nadaljevanju, Milan, da te bo kdo, ne vem, danes imamo krasnega baritonista tukaj, menda njegova hčerkica 7 let ima, a ne? Tudi igra na bariton. Imaš kakšno željo, ne vem, da te kakšen takšen dober glasbeni mojster na baritonu uči? Zakaj pa ne? Ja, seveda. Zdaj se ti to sam, kako se učiš? Ti greš po posnetku ali kako? Kako se ti naučiš, rečemo, skladbico? Po posnetku. Po posnetku pa to. Ja, ampak dobro, kdo ti manj pomaga zraven, ne si čisto sam pri tem? Pa sam. Bolj kot ne sam, Milan. Super. Prihajaš torej iz katere vasi? Marina vas. Bravo, zato ste seveda podmladek. Katja, dober dan seveda tudi tebi. Kako si ti danes? V redu? V redu. Ampak dobro, ti pa že hodiš, a ne? Ja, jaz pa se že 10 let že učim. In kdo te uči? Najprej me je Rok Švab, zdaj pa občasno pri Branetu Klavžarju. Brane Klavžar, odlični zbor, torej krasno, čudovito. Danes ste bolj kot ne, rečemo prvič, a ne? V tej zasedbi tukaj na televiziji itak, ampak eni pa prvič nasploh. Ti pa ne? Ne, jaz sem pa že s folkloro, že kar nekaj let tudi nazaj, no 10 let nazaj smo že bili tu. Super. In kaj, želja, pobuda je bila koga, da se spravite skupaj? Je to bilo bolj po piknik placa Mara? Tako, ja, pa občasno imamo kakšna druženja, pa se takle dobimo za dobro voljo. Krasno. Kaj zaigramo. In je to. Saj veste, ne, brez dobre hrane, kapljice in dobre glasbe, ne, ni veselice pa pravega tistega druženja štimoga. Ti si pa, čakaj, Klemen,
Si vredi danes? Da. Vredi? Ja. Kaj treme? Ne. Tudi ti si danes prvič? Da. Ja, zosna. Lej, vsi te gledajo, koga bomo pozdravili? Brata. Brata, pa kaj še tam, vsi nas zdaj gledajo, pa po mojem cela Pa Marina sosede, vas, ja. veš, zdaj navijajo za tebe, ne? Ja. Alfi je rekel to, ne, ker tudi, a veš, Alfi je enkrat mogel prvič biti na odru, pa tudi seveda njegovi muzikanti so prvič enkrat stopili in prvič je prvič, vse je enkrat prvič. In pa seveda tukaj Tonči. Tonči, krasna, lepa slovenska imena, sem jaz rekla. Milan pa Toni, ne, to se ne zgodi zdaj tako pogosto, da bi dali Milan, ampak lahko si ponosna, ne, da imaš eno tako lepo slovensko ime. Kaj pa ti? Kdo te uči? Samo uk tudi, ne, tako da, lej, super, mi je zelo všeč, da ste se spravili, draga moja družba, in da igrate, ne, in da muzicirate, le tako naprej. Zdaj bo pa druga pesem, skupna seveda ta sosedov Francen. Dajmo prisluhniti, prosim, pripravljen. Hvala lepa, draga mlada ekipa, ki nas je zdaj razveseljevala. Krasno. Preden seveda grem do naših muzikantov, Boštjan, evo takole, bomo povedali, ne, kaj bomo danes pripravljali pri nas. Danes seveda smo vsi tukaj, ki smo zbrani brez kosila, ne, ampak ne bo tako, ne. Boštjan, kaj imamo mi danes? Pozdravljen še od mene. Ja, z tvoje strani. Evo. Ja, takole, kaj bomo danes pripravljali? Burgerje. Burgerji bodo danes. Hoho, imate radi burgerje? Imamo, ne, ja. Ampak to bo malo drugačen burger. Malo drugačen. Tudi testirali smo svoje pombetke končno. Ja. Imamo tudi svoj kruh. To pomeni, to je vaš kruh. To pomeni kaj, Boštjan, da vi to doma predhodno sami spečete? Tako, ja. Ja, bravo. V bistvu, če že hočemo vse domače imeti, ne, imamo še potem tudi bombetke domačo. Ok, pa ti kaj prepuščam besedo. Zakaj bo drugačen? Kakšen je ta vaš burger? Zato, ker
poznamo burgerje, ne vem koliko vrst in polnil in popečenih takih in ovakih. Ja. Veste, kaj se smijim zdajle? Ker je Alfi prej vprašal, rekel, ko je tole? Pa je pesa, a to mu danes mi tudi imeli burgerjo. Runkl, ja. Runkl, bravo, bravo. Hočem povedati, da bo malo drugačen burger to, ker smo v decembru, ker imamo, ne vem, so že morske koline, da bojo to domače zimske stvari v burgerju. Bravo. In zdaj ti bom jaz kar prepustila zadevico, da pripravimo, da mi to sprobamo, ampak ti si tudi specialist v tudi sladkih zadevah, kot smo rekli. Ne nazadnje ste dali zaščititi en štrukelj, kot smo rekli, tistega smo tudi poskusili. Pa to, draga moja ekipa, ni bil navaden štrukelj, ker se veste, štrukelj je štrukelj, ampak bil je za pravo kakšno smetano? Spregreto smetano. Spregreta, ne posneta, jaz mislim, da je posneta, je bila pa še pregreta, tako da ja, in je bil štrukelj res top. No, danes se že veselim tegale tukajle, tako da jaz takaj prepuščam, ampak še prej mi pove, kaj imamo pa to, imamo neke prigrizke, ne? To je pa malo prigrizko, ja, to sem pa naredil sirne lizike, v bistvu iz parmezana pečen. Zdrave, veš, Milan, zdrave. Res zdravo, to ni nobenih hidratov, samo maščoba, Pa imamo malo takih smrekic z mesekom pa sirom. Domače vse, ne? Seveda, to sem danes zjutraj vse naredil. Krasno. No, tale stran me pa zanima. To je pa sladka stvar, ne? Ja, ta me zanima. Kaj je to? V bistvu mini potičke, ne? Mini potičke? S tem, da sem dal v orehe malo čokolade, pa limonino lupino, čisto simpel snega, ne jajčka, ampak samo sneg stepen. Ja. Za v maso, pa se to zvije, pa popeče. Krasno. Pa je tako za... Pa je to za sprobata, ne? Tako. To si bomo lazale mi malo sprobale, ne vmes. Krasno, seveda. Čudovito. Zdaj je čas, Alfi, gospod Alfi, za skladbo, ki jo boste seveda zapeli prvo zabavno, ker ne nazadnje, ne samo, da ste odličen narodno zabavni pevec, prepevate absolutno zabavne skladbe in prva bo za praznike domov. Ravno prava za tele prihajajoče Upam, da smo vsi bolj doma takrat za praznike. Tako, in zdaj vam jaz prepuščam, Alfi, samo pazite tukaj tale na štepih, tale oder in seveda izvolite za praznike domov. Skoraj vsi doma so danes v naši ulici. Skoraj vsi prižgali vodo, si luči v temi. Spet sedel pred oknom vinčka, glažek bom nalil. Svojo žalost sam seboj delil. Kjerkoli sem med ceste vodijo, za praznike domov. Kjerkoli sem me misli nosijo, tja po domači krov. Popotniki se vedno vračamo, za praznike domov. Le mi vemo, zakaj spominjamo se teh zelenih gozdov. Zdaj sem sam, pa vendar spet med svojimi ljudmi. Mimo greš in dobro vem, zakaj te k meni ni. Nič za to, odšel bom span, ti spil še glaš ali dva. Srečen sem, ker znova sem doma. Kjerkoli sem med ceste vodijo, za praznike domov. Kjerkoli sem me misli nosijo, tja po domači krov. Popotniki se vedno vračamo, za praznike domov. Le mi vemo, zakaj spominjamo se teh zelenih gozdov.
vračamo za praznike domov. Le mi vemo, zakaj spominjamo se teh zelenih gozdov. Le mi vemo, zakaj spominjamo se teh zelenih gozdov. Bravo, bravo. Alfi, kar ostanite na tej poziciji, Alfi, ker zapeli boste naslednjo pesem, Alfi. In sicer krasna sem sam zdaj tu sedim, a ne, Boris, prečudovita krasna pesem. Vi kar zraven prepevate, itak vse veste tekste, prav gotovo. Po tolkem času pa zagotovo. Zagotovo. Zdaj ne bo Alfi zapel naslednjo pesem, ampak dajva mi v besedo dve. Vaša hčerkica tudi igra bariton. Zdaj, ko ste gledali, ne, Mladi podmladek Marine vasi, škoda, da niste pripeljali. Mladek tudi vi. Ko bi to vedel, je pa bi tudi pripeljal, ampak je včeraj praznovala 7. rojstni dan, tako da šele od včeraj je stara 7 let. Kako je ime? Klara. Vse najboljše za te, vse najboljše za te, vse najboljše, draga Klara, vse najboljše za te. Bravo, in naj se seveda tole pogleda, aplavz. Jaz seveda verjamem, da Klara zdaj to doma gleda, zato ker je bila tudi opozorjena, da bo danes en nastop in ona to muziko zelo, zelo rada spremlja. Tako, krasno. Na drugi strani seveda tudi Boris, Branko Boris, ki že harmoniko igra res v skupini že kar nekaj časa tudi, ne? Kar precej, ja. Kar precej. Ampak Boris, kaj, niste pa začeli samo pri Alfiju? Ne, prej sem igral v eni skupini Tornado, potem pri Alfiju, pa pri Tujski 5, pa spet pri Alfiju. Tujski 5, ne, ta prava. Čaga, Štimunga je bilo na tistem koncu, prihajate točno odkot? Iz Ptuja, iz Dorna. Je Dornava, ja. In tam je Boris vedno veselo, ne? Vedno, meni se zdi, da ta konec je tak bolj odprt za te, bom rekla, zabave, odprti ljudje ste, drži? Res je. Ja. Je kar precej veselit, zabav. Tudi za pusta bo verjetno veselo. Veselo, ne. Harmonike ne odložimo še, ne? Ne, seveda se ne damo. Se ne damo, tako je prav, tako kot tudi Alfi, ki je nedolgo nazaj praznoval čestitljivih 80 let, a damo krasen velik aplavz za 80 let. Alfi, to moramo povedati. Ja, glej. Takole, z nami pa seveda tudi Srečko. Srečko, vi ste prvi klarinet bili Mariborske opere, drži? Ja, res. Ja, res je. Dolgo nazaj ste kaj rekli, na svidanje, ali kako? Kako dolgo ste bili? Igral sem 44 let. 44 let. Ja. In nanizali kar nekaj kilometrine, a ne, s klarinetom? Samo to je bila šele druga postaja moja. Kaj pa prva? Začel pa sem tako kot ta mali zdajle tukaj. Aha, to je... Koliko je on zdaj star? Koliko si star, Milan? Koliko? 10 let. No vidiš, jaz sem prvikrat stal pred kamero, ko sem bil star 10 let. No, evo, si lahko podata roke, bravo. Ja, in to še moram pa se pohvaliti, ali pa da spomnim. Slovenska televizija se je začela tam okrog leta 58, ampak samo kot, bi rekel, kot poskus iz gospodarskega. Leta 60 sem jaz igral z mojim bratom pred kamero na tekmovanju, takrat je bilo Pokaži, kaj znaš. Evo, in to je začetek moje javne karijere, je bilo takrat. In zdaj, če izračunamo, je tega nazaj že 64 let. Se veste, fantje, jaz enkrat bom mogla imeti oddajo samo še tudi z vami posebej, pa še z Alfijem, ker čas tako hitro teče in vi imate veliko zapovedati. Vsak glasbenik posebej res veliko šteje. Primož, vse tudi do tebe pridem, veš? No, zdaj bom samo kot en štos povedal. Mi smo bili iz Poljčan in smo se preselili v Maribor zaradi glasbe, ker tam ni bilo možno iti v šolo. Prvikrat sem v gledališču, torej v jeseni leta 60 in sem si rekel, tam spodaj bom jaz igral. Leta 69 sem bil že v službi v gledališču. No, vidite, evo, tako. To pomeni, Srečko, da si je dobro tudi postaviti neke cilje, neko vizijo, idejo, še posebej pa fajn je, da imamo radi glasbo. Ja, štos je bil takrat, kadar sem bil recimo malo, mi smo bili vsi malo razposajeni, smo igrali fuzbal, pa to vse živo. Mama včasih je rekla, ti pa ne boš nikdar igral v operi. Sem rekel, ja bom igral, pa še frak bom imel. In zdaj ga imam še v omari,
je že upokojen tudi Frak. No. Takole. Pridem seveda še do trobentača in pa do kitare, no zdaj pa Alfi pripravljen za naslednjo pesem. Sam zdaj tu sedim. Ja, prosim. imamo kar obsediti. So le spomini, le počasi spet vse hladneje je. Dolgih bom nočeh sanjal kot ti, o trenutkih, ki so letos davno minili že. Sam zdaj tu sedim, kot polovico srečneža. Morje šepeta, tudi kitara več ne igra. Ne prihajaš več v kavarnico, kjer sva bila. Srečna toplih večerov, veme za naju dva. Tih večer je, sonce le nežno greje, kot da se poslavlja, ker bomo šel. Me vse bolj boli, ker tebe ni. Tihi noči, draga, zadnjič sem te v slovo objel. Sam zdaj tu sedim, kot polovico srečneža. Morje šepeta, tudi kitara več ne igra. Ne prihajaš več kavarnico, kjer sva bila. Srečna toplih večerov, veme za naju dva. Več kavarnico, kjer sva bila. Srečna toplih večerov, veme za naju dva. Sam zdaj tu sedim, kot polovico srečneža. Morje šepeta, tudi kitara več ne igra. Ne prihajaš več kavarnico, kjer sva bila. Srečna toplih večerov, veme za naju dva. Srečna toplih večerov, veme za naju dva. Takole, preden sledijo kratki oglasi, hvala lepa Alpi, samo poveva še Srečko, kaj moramo povedati za Alpija? Vi ste ga spoznali kot mladi fantiča, ne? Ja, seveda. Rekli ste, da ste ravno pristopili. Sem začenjal za srednjo šolo, pa smo mi malo hodili zvečer v Slavijo, ker je bilo tam fajn. Je bilo fajn, ne? Ja, in tam je on bil zvezda in
bom rekel, da je to potegnilo od tistih časov še do danes. Ja, krasno. In ste rekli, da Alpi toliko stvari, ko je dal tudi skozi, pa tudi zdravstvenih, ste rekli, glasba ga pa ga drži. Za mene je to, njegova hrbtenica je oprta na glasbo. Zdaj seveda sledijo kratki oglasi, potem pa gremo zopet z glasbo naprej, seveda s kulinariko, z nami Boštjan in pa Srečko iz Piknik placa Marof. Imamo seveda tudi podmladek oglasi. Če v srcu bo temno, ozri se k nam, nikdar nisi sam. Družina tvoje dom. Mi smo družina. Mirne božične praznike in srečno novo leto vam želijo vaše trgovine Jager. Naravno, elegantno, praktično, vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog. Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur je družinsko gostišče z več kot 120-letno tradicijo, ki ga vodi že 4. generacija. Odlikuje jih odlična ponudba tradicionalnih slovenskih jedi, jedi po naročilu in a la carte ponudba, hladno-topli bife, malice, nedeljska družinska kosila in prijeten ambient v restavracijskem delu, na letno-zimskem vrtu in v posebni Ipavčevi sobi. Za vas so odprti vse dni v tednu. Veselijo se vašega obiska. Gostišče Bohorč. Mesarstvo Čas vam v lastni mesnici na Savinjski cesti 77 v Žalcu ponuja meso in mesne izdelke. Poleg svinjskega, govejega in telečjega mesa nudijo tudi domačo perutnino. Iz lastne proizvodnje priporočajo hrenovke, pečenice, krvavice in domače klobase. Po naročilu vam pripravijo tudi narezke različnih vrst, kanapeje in druge prigrizke. Za posebne priložnosti organizirajo manjše in večje cateringe na vaši lokaciji z izbrano ponudbo domačih mesnin. Čas je zlato in dobro meso. Takole v naši družbi zopet Srečko, dajmo še povedati enkrat za vse tiste, ki so zdaj prižgali televizijo, kje se nahaja Piknik plac Marof. In zdaj lahko spremljamo krasne utrinke čudovitih porok, no tale je pa letošnja. To je čisto letošnja slika, večina videov in slik je letošnjih. Še enkrat nahajamo se v res idilični vasici Marijina vas, ki spada pod občino Laško, vidimo v ozadju Sveto Trojico, na drugi strani se vidi Sveti križ in v lepem vremenu vidimo celo do Pohorja. Smo na nadmorski višini 550 metrov, res idilična pokrajina, kjer je možno izvajati vse vrste zabav. Nismo povedala za vse mladoporočence, ki si želijo pa tisto njuno najdaljšo noč preživeti, ker tam pri vas pa imate tudi to organizirano. Tako je, trenutno imamo 3 sobe, in seveda mladoporočencem pripada prenočišče brezplačno. Tisto prva noč mora biti sanjska in pravlična. Ja, takole. Rekli smo, da odpirate, torej odpiralna zadeva, sezona vaša je nekje od aprila? Od 1. marca pa seveda do zdajle. Do Božiča zaključujemo z Božičkom. Zakaj izbrati Piknik plac Marof? V čem ste posebni? Ker je toliko teh ponudnikov, a veš, Srečko? Ja. Prvič zaradi tega, ker je res posebna kulinarika, meni si sestavijo slavljenci sami, tudi poročni par, tule vidimo, da sta dva izbrala pač bučno juho, ker je bilo pač v jesenskem času. Domača, ja. Prvič to, drugič res pravlična pokrajina in pa najboljši ljudje v Sloveniji. Krasno. Za vse je potrebno seveda pogledati na Facebook strani in seveda rezervirati vnaprej. Ni to odprtega tipa, da mi pridemo v torek, sreda, petek? Lahko se pride katerikoli dan, največ rezervacije seveda ob vikendih, petek, sobota in nedelja. Imamo pa tudi to srečo, da živimo 2 do 3 km stran od Kartuzije Jurklošter.
letos je to še predvsem v modi zaradi Veronike, še vedno iščejo Veroniko Deseniško. Še niso našli? En delček pravijo, da je najmen. In precej ogledov turistov imamo te kartuzije in potem je možno kartuzijanski meni poskusiti tudi pri nas. Kakšen pa je kartuzijanski meni? Vemo, da kartuzijani so bili vegetarijanci in mi smo pred 2 leti dobili certifikat Okusiti Laško za 2 jedi. Ena je vegetarijanska jed Ola Potrida, to je enolončnica z zadimljeno postrvijo, druga je pa sladica, ki jo je prej že omenil Boštjan, štrukelj s pregreto smetano in medom. Krasno. Kaj bi še tukaj le dodala za vse naše gledalke in gledalce? Smo še kaj pozabila? Mislim, da večina smo povedali, samo vabljeni na naš prostor. Tudi, če nimate zabave, ste v našem kraju, naši vasici vedno dobrodošli. Z veseljem vam bomo postregli, razkazali naš prostor. Tudi sosedje, če boste jih obiskali, bodo odprtih vrat vsakega pozdravili. In bodo tudi kaj zaigrali. Mislim, da z veseljem naša mladina tudi za to poskrbi. Kam se moramo oglasiti? Na Piknik plac Smarov. Dobrodošli. Dobrodošli. Alfi, nekaj fotografij si bova pogledala, jaz sem spravila vaše slikce kar takole, posem in tja. Rekli ste, glasba vas torej drži po konci. Imam pa vprašanje, ste v družini prepevali? Je vaš oče prepeval, vaša mama? Oče niti toliko ne, mama pa. Ona je bila zelo nadarjena, tudi lepo je prepevala, imela je močno štimo in mogoče sem res to po njej pojerbal, kaj jaz vem. Pojerbali, ne? Ja. Takole, no tukaj je zlata doba, torej Avsenikov. Kje se hranite v tele plošče, vsa priznanja? Vem, kje, kaj bova tudi povedala. Ja, to se je nabiralo kar 20 let za Avseniki, potem pred Avseniki in pa po Avsenikih. To je moja prva turneja in me je Slavko peljal na Ringelšpil takrat. Dobro, da nisem z Ringelšpila dol padel. No, takrat ste tudi imeli malo več kilogramov, zdrži? Jaz sem bil kakšno kilo več, ampak ta bolezen me je malo odnesla. Takrat, ko sem bil 2 meseca pa pol v bolnici, imel tisto korono, tisto sem preživel čez noč, ampak imel sem v tem močno pljučnico, ki me je precej zdelala. Ja, no, lepi spomini, ne? To so lepi spomini, to je še ta stara generacija, kaj jaz vem, žal teh vseh fantov več ni, ostali smo še samo 3 glasbeniki, to v prvi vrsti je moj sin Dejan in Slavko Avsenik, to je Vilko Avsenik na vajah in to je pa bilo na enem televizijskem snemanju v Avstriji, na enem jezeru. Jaz sem 6-krat prepeval za Tita, 4-krat Berioni, 2-krat potem v Karadžordževo. Tu so pa razni glasbeniki, s katerimi smo mi snemali za CDF, ARD, ORF, potem tudi za švicarsko televizijo. Imeli smo ogromno nastopov tudi v Seniku Godcev, ki ga zdaj žal več ni. Tu so pa razne slike, kjer smo dobivali te zlate plošče in v nemško govorečem področju si dobil zlato ploščo, če je bila ta plošča prodana v milijonski nakladi. Mislim, to je res bravo, ne? Za Mejcem ste igrali veliko. Cleveland, bil sem 8-krat v Ameriki in Kanadi in 2-krat v Avstraliji. Moram reči, da je to res nekaj nepozabnega. Imam veliko posnetkov tudi. Tu je tudi en naš stalni gost, ki je bil z nami, Helmut Brosman, in pa seveda tu je bila tisti prvi koncert 20 let, to sta Albano in Romina Power, kjer smo snemali. Veliko ste spoznali glasbenikov, ne? Veliko, res ogromno. Zadnji nastop z Emo Prodnik. To je pa zadnji nastop z Emo Prodnik, to je ta naš plakat, ki je obredel, lahko rečem, vso Evropo, bili smo tudi z Ameriki. Prvič sem bil v Ameriki z Avseniki. To je pa tudi z enega televizijskega snemanja. Vi se teh slik, ko zdaj vrtimo, vse spomnite. Evo, to je, pel sem Prelevno štuklo, ko je bil 100 let star. In to je pa zdaj Hansi Hitterzeher, sem srečal zdaj pred kratkim v Lipnici, tu je na vajah pri Slavku Avseniku v kletnih prostorih. To je pa naš znani plakat, ker je založnik zahteval, da piše od spodaj to, kar piše Kopiert nie Reich. To je moja soproga bila prej, tukaj so pa moji starši v Pušnikovi ulici na Poljanah, v Mariboru in pa seveda razne slike, ki so bile tudi potem, tu je sin Dejan za svojo izvoljenko. No to je pa vaše ljubiteljsko, ne? Ja, to je pa eno skladbo, ki sem zdaj nazadnje posnel z eno pevko, Lepo počasi, in mislim, da moramo tudi proti novem letu iti lepo počasi. No, tole je pa vaša zbirka.
Ja, Tega še imate? Ja, Cadillac, ja, to še imam, imate? mislim, oldtimerov, ne, in pa enega Pontiaka, ki je tudi moja, lahko rečem, zadnja varianta od teh starodobnikov. 71. leta, silvestrski poljub, ki ga bomo danes tudi verjetno slišali, ki je star 55 let, tu smo pa mi dva. Tu smo pa mi dva. Moj poklon, Alfi, bravo, bravo, bravo. Na hitro smo strnili malce fotografije in zgodovino Alfi. Jaz bi mogla imeti njih 5, 6, 7 oddaj, da mi da to vse poveva, ker res ja, v 65 letih se kar nabere ogromno slik in moram pa poudariti, da v našem muzeju so tudi lahko, če kdo še malo bolj zanima. To bo zdaj kar pokazali, ker ste ravno tukaj le muzej, potem se bodo pa počasi pripravili vaši muzikantje. In pa seveda knjiga, biografija, v kateri imam okrog 350 slik. Mislim, ker pravi, kot tudi Tone Partlič je rekel, da slika včasih več pove, kot če bi par listov napisal. In je tudi dokument, katerim ti res dokažeš, da je to res bilo. Danes nimate biografije zraven, ne? Danes imam, tukaj v avto, ja. To si bom pa jaz danes kar prilastila, bom jaz se bova dogovorila, če lahko z velikim veseljem. Tole je pa muzej. Ja, tukaj v muzeju. Kje se nahaja muzej? Muzej je v Jarenini, to je 10 km z Maribora. Zelo sem presenečen, zadnjič sem bil celo priča, ko so bili 3 avtobusi, torej lahko rečem 150 ljudi, če gre vsak avtobus 50. Tega res nisem pričakoval in dobeden v naši občini ni pričakoval, da bo kdaj prišel en avtobus ali pa 2 ali pa 3. Tako da rečem, da je močno se pogrelo to in da je veliko obiska in vabim vse muzeji, da vidijo, kaj lahko zbereš, kakšne spomine lahko zbereš v 65 letih, če nekaj delaš. Ogromno. Tam imate tudi seveda nekaj inštrumentov. Samo vam pa vprašanje, jaz še nisem bila in absolutno zagotovo pridem. Je to samo vaša zbirka ali imate tudi, ne vem, od koga drugega, pa vam je dal, ko ima kako vašo zadevo, da ste dali noter? Ker to se da z nas zgodi, da ima kakšen najbič, ne vem, kakšna... Ja, to oblačila pa so, oblačila pa so. Ja, imate vse noter. Oblačila so. Tole so vas pa presenetili za 80 let, tega pa niste vedeli. No, to nisem vedel takrat, ko smo prišli iskat in sem potem videl, da je bilo ogromno tistih glasbenikov, ki smo skupaj igrali tudi, ki smo skupaj potovali in pa bilo je to res eno veliko presenečenje zame. Lahko rečem, da je bil šok to za me. Kaj je ta kitara, ki smo jo videli? Eno kitaro imate noter? Tudi to kitaro sem tudi sam še včasih kaj primem, ampak ker je ponavadi pevec vedno frontman, prije do tega pač, da moraš biti bolj pripravljen, bolj za vokalno, kot pa, da bi igral zraven. Povejte mi, vi nekaj igrate na kakšen instrument? Vi ste kitaro? Jaz nekaj časa bobne igral. Bobne? Bobne in pa seveda tudi kitaro, ampak nikoli nisem potem vztrajal na tem, da bi v ansamblu igral. Mislim, ker sem bil vedno od spredaj, pa sem bolj pogovorno, mislim, se ukvarjal s tem na odru. Ampak, če vzamete kitaro, bi kaj zaigrali zdaj na kitaro? Mislim, zdaj doma kaj zaigrate na kitaro? No, včasih se spremljam doma, malo kaj imam, ampak zdaj trenutno je v muzeju. Je muzeju, ne? Tako da počiva, ne? Počiva. No pa ne bomo zdaj Alfi počivali, kajti z svojimi krasnimi muzikanti boste danes še zaigrali eno pesem. Se strinjate, dragi Srečko, Simon, Boris, Branko in pa Primož, le kako sem si zapomnila, da bomo ostali večni muzikanti. Spomin še kar deluje. Še deluje, še kar. Da bomo ostali muzikanti zavedno. Ja, jaz bom, ker zdaj pa res druge ni, da bi se karkoli spremenil v teh letih. Takole. In tale pesem je zdaj na sporedu, ostal bom muzikant. To je bila moja prva pesem po Avsenikih in to mi je takrat, to vedno povem, dal Košir, Franc Košir mi je dal to idejo. Je rekel, Alfi, ti pa ostani to, kar si, sem ga gledal, sem rekel, kaj pa misliš? Je rekel, ostani muzikant. In to je bila tudi ideja potem za to polko. Prosim, Alfi Nipič, njega Srečen, spet sem vesel, v svet bi objel, da z muzikanti spet vam igram. Slišim tam za menoj, hej, Alfi, zapoj, prijatelji, bom in to takoj. Naj s harmoniko spet, trobento, klarnet, odpre kitara in kontrabas. Saj veste, da ta pravi je ton, če vreže bariton.
če prepeval bom vso noč, bo spet odšel domov pojoč. Ostal bom muzikant in noša moj bogvant, ko se bom glasbi ves razdal, ne bo mi žal. Ostal bom muzikant in noša moj bogvant, ko se bom glasbi ves razdal, ne bo mi žal. Pa če prepeval bom vso noč, bo spet odšel domov pojoč. Ostal bom muzikant in noša moj bogvant, ko se bom glasbi ves razdal, ne bo mi žal. Če prepeval bom vso noč, bo spet odšel domov pojoč. Ostal bom muzikant in noša moj bogvant, ko se bom glasbi ves razdal, ne bo mi žal. Bravo! Bravo, bravo, Alpi, krasno, ostali bomo muzikanti, zdaj se bomo privoščili kratke oglase, potem pa gremo z Alpijem in muzikanti in s kulinariko naprej. Kamor greš, kjerkoli boš, če v srcu bo temno, ozri se k nam, nikdar nisi sam. Družina tvoje dom. Mi smo družina. Mirne božične praznike in srečno novo leto vam želijo vaše trgovine Jager. Naravno, elegantno, praktično, vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog. Gostišče in prenočišča Bohor Šentjur je družinsko gostišče z več kot 120-letno tradicijo, ki ga vodi že 4. generacija. Odlikuje jih odlična ponudba tradicionalnih slovenskih jedi, jedi po naročilu in a la carte ponudba, hladno-topli bife, malice, nedeljska družinska kosila in prijeten ambient v restavracijskem delu, na letno-zimskem vrtu in v posebni Ipavčevi sobi. Za vas so odprti vse dni v tednu. Veselijo se vašega obiska. Gostišče Bohorč. Mesarstvo Čas vam v lastni mesnici na Savinjski cesti 77 v Žalcu ponuja meso in mesne izdelke. Poleg svinjskega, govejega in telečjega mesa nudijo tudi domačo perutnino. Iz lastne proizvodnje priporočajo hrenovke, pečenice, krvavice in domače klobase. Po naročilu vam pripravijo tudi narezke različnih vrst, kanapeje in druge prigrizke. Za posebne priložnosti organizirajo manjše in večje cateringe na vaši lokaciji z izbrano ponudbo domačih mesnin. Čas je zlato in dobro meso.
pripravljamo še zadnji trik, ki bi lahko temu rekla, ne, Boštjan. Prvi burger bo poskusil kdo? Alfi, ne? Gospod Alfi bo poskusil prvi tale naš burger. Koliko nama še zelo manjka, da se sestavimo? Minutko, dve, tudi da bombetke pogrejem, da je vse toplo. Jaz sem že to vse doma v bistvu klobase skuhal, peso skuhal, narezal, zdaj samo finiširamo. Finiširamo, bombetke smo rekli domače in jih zdaj ti v bistvu zagreješ na maslo. Na maslo. To bo danes en tak maslen, krasen burger. Draga ekipa, malce drugačen burger, ne? Ko boš pripravljen, mi boš dal znak, da seveda lepo postrešamo našemu Alfiju in pa seveda, a bo burgeri za vse nas tudi? Tako je. Imamo vsi danes je poskrbljeno, ne? Kruha, dovolj burgerjev bo. Srečko, tu moramo še nekaj povedati, ne? Še nismo obdelali Simona. Simon. Ja, Simon ne sme tega povedati, ker bi spadlo, da se ven sili. No, boste pa vi povedali. Jaz bom pa povedal, jaz sem bil torej v orkestru v službi in ne morem reči, zdaj katerega leta je bilo, je zbolel naš prvi trobentač. Imeli smo enega ruskega, se mi zdi, dirigenta, Prokofjev ali kaj je bil, strašna simfonija. In takrat je Simon skočil kot srednji šolec. Bil je 3. letnik, pa je, mislim, za mene je ena najtežjih stvari, ki smo jih mi igrali. In je skočil? Ja, mislim, samo on ni igral samo tistega, ampak ta je bila pa res težka stvar. In tako da mislim, da je zelo malo ljudi, ki lahko nasplošno vskoči. On je pa kot mulc, ne? Krasno. Kot mulc, ki zdaj ni več mulc, ne, mimo grede. Zdaj pa odličen profesor. Profesor, ki uči torej trobento. Na kateri glasbeni šoli, Simon? Konzervatorij za glasbo in balet Maribor. Ja. Pa v Lenartu. Bravo, torej te glasba od takrat spremlja. Ja, seveda. Si mislil, Simon, da boš kdaj z Alfija Nipiča prepeval, igral? Ne, to ne, naj pa povem kot zanimivost, da sem Alfija slišal prvič v živo leta 85 v dvorani Tabor na koncertu Avseniko. In takrat sem se odločil ravno takrat, da bom jaz igral trobento zaradi Franca Koširja in pol je pač spet okoliščina nesel, da zdaj pač pri Alfiju tudi igram. Viš, kako je to, ne? Nikoli ne reci nikoli in lahko si ponosen, ne, Simon? Sem res, da s tako legendo stojim na odru, je res. Ja, in seveda želim, da prenašaš to glasbo na tvoje učence. Tako. So dovzetni za to glasbo? So, med drugim učim tudi Klaro od Branka hčerko, hodi k meni na trobento. Moram reči, da je zelo pridna, kar se vidi, da nič ni po Ateju. Univerzalna. Malo heca. Simon, to si dobro rekel, zdaj malo heca, ne, Branko? Branko, a to tudi trobento, ni da ni? Mislim, to je pa univerzalna, ne? To je mala. Klara se zdaj uči od septembra in smo že skup zaigrala Kuža pazi. S tem, da naslednji podvig mama, tako da bo ona tubu, pa jaz trobento. Jaz, Branko, ti dam seveda izziv in da kaj kmalu pridete tukaj noter naštudirate kakšen skupni komad. Ok, v torek. V torek smo rekli, v torka naprej ste pravi. Tukaj imamo pa še najmlajšega, je Alfi mi prej povedal, mislim, kar se tiče člana v tej zasedbi. Primož. Sicer moj skupni glasbeni staž je tam nekaj komaj čez 20 let. Ja, ampak je že kar, ne? Ja, je kar. Pred kakim letom pa me je doletela čas, da sem v družbi tako eminentnih gospodov in takega pevca. Primož, se lahko tikava, si ti prej tudi preigraval? Oziroma, kakšna kilometrina je za tabo? Ja, zadnji 20 let igram v različnih zasedbah, različno skladbo, ustvarjam tudi svojo glasbo. Ne povem, prej smo govorili o 10-letniku Srečku. Ja. Kolegu z moje leve, naj povem, da ko sem bil jaz 10, to je bilo leta 92, je meni gospod Alfi Nipič dal eno kaseto in eno kapo. Mene je tistikrat začarala ta glasba in pred nekaj minutami sem lahko igral skladbo s iste kasete. Kapo še imaš? Kape nimam več. Ojoj. Kape ni, kasete tudi ne, verjetno. Ja, to je bilo, ne, zdaj bi pa kaj prav prišla, ne? Ja, ker vem, da so zbiratelji, dejte zbirati te zadeve, legende so med nami in to je en res krasen spomin na vse te ljudi, ki so res naredili veliko za Branko našo glasbo, drži? Zagotovo. Ta glasba bo tako dolgo živela, dokler jo bodo muzikanti radi igrali in dajmo držati skupaj, da ne bo nikdar to izumrlo. Tako, super, krasno. Zdaj pa seveda tukaj imamo že pripravljen tale burger, ne? Zdaj ne vem, Alfi, boste vi ga prišli poskusiti tale burger? Radi dobro jete? Slabo ne jem.
Kakšno vprašanje, ne? Ja, ne bo čisto resno, Reši pa dobro. To je bila dobra. In jaz sem Alfi, lejte, probajte, se ni fejs vroče. Ne, lahko ga vzamete, kar vse skupaj vzamete. Tako, z ladico, lahko greste do mizice in boste povedali, kakšen je ta burger. Pa bo, če dobro. Če je dobro, ne? Takole, naslednji burger bomo seveda potem podelili naprej. Ob koncu bomo seveda v nadaljevanju še prisluhnili legendarni, krasni glasbi. Tako da ja, prisrčno vabljeni na piknik plac Marov. Tukaj, kaj imate pa tole? To je pa bučnice, ne? Bučna semena. Bučna semena. Dodam v kislo zelje. Danes je res malce drugačen burger. Bom rekla, Kolina style, ne? Domač? Ja. Po naše. Po jesensko zelje, kislo zelje burger, ampak to res takšnega burgerja ne jemo, ne, pogosto krat. Alfi, a tekne dobro? Alfi je čisto tiho, tako da ga pustimo zdaj, da v miru poje, da sproba. Dobro, ne? Nismo navajeni rdeče pese pa takih stvari v burgerju, ne? Enkratno. Pa domač burger. Kaj boš povedal še Srečko za konec skoraj da? Danes smo ti prinesli z našega piknik plac Marova smrekco, ker smo opazili, da svečke imaš, smrekce pa ne. Kako lepo. In tole je za mene? To je zate, ostane tu do novega leta. Moramo pa povedati, da to ustvarja gospod Branko Gaber iz Šentjurja, ki ga danes tudi lepo pozdravljamo. Krasno. No, bomo pokazali tole smrečico na mizi, ki je torej delo, domače delo. Hvala, pa lučke ste gor dali, tako da res mi prav pride. Super. Druga adventna svečka, tole si bomo potem seveda tule tudi sprobali. Na koncu, po burgerju, domače potičke, orehove. Tako, super, hvala lepa ti za tole. Zdaj pa seveda, a gremo naprej? Burgerji se že talajo. Branko, dober ješ, ne, rad? Ne bom vprašala. In večkrat, in dosti, in pogosto. In zdaj vidim, da je to brezalkoholni burger, tako da komod za na cesto. Glede na to, da minister za zdravje opozarja, da le prekomerno uživanje alkohola zdravje koristi. Tako, burgeri danes dišijo v naši oddaji. Branko, Boris, danes je, bom rekla, druga adventna nedelja in pa res veseli, igrivi december, prazniki so pred nami in pa prihajajoče se novo leto. Kakšna beseda morda za naše gledalke in gledalce v koncu leta? Ja, vsem želim veliko miru, veliko zdravja, vse lepo v novem letu. Ja, tako. Srečko, kaj ste vi dodali še? Kaj bova rekla? Nikaj dost za dodati. Ja, bodimo zdravi, ne? Če bo samo to šlo, bo kar v redu. Pa da bomo zdravi, ne? Ja, se za to. Tako. Simon, stočnica s tvoje strani. Zdravja, ljubezni. Strpnosti. Ljubezni, torej tudi do glasbe. Dajmo podariti drugemu ljubezen, da bomo drug ob drugem postali ljudje, da bomo imeli radi glasbo, se veselili, a ne? Super, hvala. Primož? Ja, moji kolegi so že vse povedali, tako je, pa da bi bili veliko krat v taki super družbi, ko smo danes. A ste se imeli danes lepo? Odlično. No, super. Palačnih ust, nog naokrog ne boste hodili. To ne smete danes reči. Omenjamo dost burgerja, ampak gledalci ne vem, če vejo, tudi za pit je bilo. Ja, krasno, ne? Domače. Tako, super. Draga ekipa, tudi vam hvala. Milan, je dober burger? Bobo, ne? Super. Zdaj si bomo privoščili še zadnjo znamenito skladbo. Gospod Alfi, pridite v našo družbo, mi se bomo pa vsi seveda zdaj ustali, pa se stisnili. Alfi, stara pesem že koliko let? Ja, zdaj ne vem točno, bi mogel prav pogledati, da je 54, vem pa, da je 54, 55 let stara. Ja. Napisal jo je Jože Privšek in pa Dušan Belka Vrh je pa tekst napisan. In ta je nepogrešljiva ob koncu leta. Zdaj lahko rečem, da je postal evergreen, ta štiklic, ko rečemo po domače, ne? In da sem opazil tudi, ko sem bil v Ameriki, v Avstraliji, v Kanadi in pa tudi po nemško govorečem področju v Evropi, da Slovenci vse posod, kjer so, poznajo to pesem in da je vse posod prisotna v mesecu decembra. Ja, moram povedati še to, da brez družine Alfi pa ne gre. Zunaj vas spremlja čudovita vaša žena, ki jo zdaj tudi lepo pozdravljava in je vedno vaša opora. Ja, jaz mislim, da je to lepo, nekaj takega, kadar skupaj potuješ. Ona je bila z mano tudi
bila je v Avstraliji z mano, bila je v Ameriki z mano, tudi takrat z sinom sta večkrat prišla na turnejo z Avseniki, ker takrat smo bili res, imeli smo res naporne turneje in to, kar vedno rad večkrat rečem, da če bi takrat čisto na začetku vedel, kaj me čaka, jaz sem po 10 letih hotel nekako prekiniti to, ker mi smo bili, to, kar je skoraj zdaj nemogoče, mi smo imeli vsak mesec 21 koncertov, torej vsak dan. In to 9 mesecev, 2 meseca smo imeli dopust in 1 mesec smo bili vedno v Berlinu na snemane plošče. In vem, da je takrat smejeno malo krizo, ampak potem nekako z odpovednim rokom in to tisto, ni se mi tisto najbolj dopadlo. Pa tudi je velika sprememba, tudi kadar v vsakem ansamblu, če si kje kaj zamenja, je potem to opazno. In še posebej, mi smo imeli to veliko varianto po vsej Evropi na nemško govorečem področju, kar je pa še bilo posebno, ko smo bili v Ameriki, se je prišel en menedžer, ki je bil zelo znan ameriški menedžer in rekel, če bomo ostali v Ameriki, mogli bi tam živeti, da bi lahko naredili veliko kariero tudi v Ameriki, ampak ta najstarejši Levček je rekel, mi imamo Ameriko že v Evropi, tako da je že tisto velik zalogaj. Mi smo naprimer v Berlinski filharmoniji nastopali vsako drugo, tretje leto. Tudi v večjih mestih nismo mogli vsako leto, ali pa smo vedno menjavali, ker je le Evropa bila na nemško govorečem področju, vključno z delom Francije, Belgije, Holandije, pa tudi del Italije, to je okrog 150 milijonov ljudi, nismo folgali, ne, in kljub temu, da smo imeli vsak mesec 21 koncertov, je bil to velik napor. Ja, ampak družina vam je stala ob strani in se zahvaljujemo ob tej priliki vsem našim družinam, a ne, gospod Srečko in ostali, ki podpirajo to, ker so z nami in prav je tako, brez njih ne bi šlo, a ne? Brez tega ni do pravega življenja, jaz mislim, ker to je družina ali družina. Alfi, hvala lepa za vaš današnji prispevek tole nedeljo, to nedeljsko dopoldne. Jaz upam, da ste se imeli lepo, da ste uživali. Po enem času, spet bil sem že parkrat tukaj, moram reči, da mi je veselje priti sem in vso pohvalo televiziji celjski, da je še vedno nekako prisotno, mogoče malo več, kot je drugje slovenska glasba, torej v slovenski besedi. Tako, krasno, zdaj lepa, nepozabna, čudovita, mi se stisnemo fantje in seveda dekleta, tukaj dekle moja, ne, z nepozabno silvestrski poljub. Hvala Alfi, hvala muzikantje. Spet nocoj med prijatelji proslavimo novoletni dan. Tu sem jaz, tu si tudi ti, ki skrivaj te rad imam, čeprav ljubiti te ne smem. Ko pride polnoč, ko gorijo le še sviče, spet te poljubim, voščim ti veliko sreče. Meni je dana, ko poljubim te drhtiče, ti naslednji dan šla boš do vekan, ne da bi sploh kaj slutila. Jaz pa bom ostal, v sebi zakopal ta silvestrski poljub. Spet bo vse, kot je prej bilo, neizprosenje življenja to. In vendar upal bom srčno, da ko leto bo okrog, slavili bomo spet s teboj. Ko pride polnoč, ko gorijo le še sviče,
privoščim ti veliko sreče. Meni je dana, ko poljubim te drhtiče. Ti naslednji dan šla boš povekam, ne da bi sploh kaj slutila. Jaz pa bom ostal, v sebi zakopal ta silvestrski poljub. Jaz pa bom ostal, v sebi zakopal ta silvestrski poljub.